Se pucaš, da bo jutra velika noč ali pa božič. Pa smo šele sred poletja, no. Koga ga pa sediš? Ja, koga? Prva samo za praznike pucate, a kva? Ja, ne, no. Ja, sred tedna pa res nismo tako natančni. In dosti drugega dela. Ja, veš, visokega gosta dobimo. No, res? Pa ja, nekaj je spet z Ljubljane. O, ne. Zdaj pa bolj od delač. Bolj od delač? Iz Avstrije. Še bolj. A pol iz Nemčije? O, ne, še bolj. S kje pa pol lahko še pride? Iz Prage. Sam češki predsednik Tomaš Masaryk. Res, a spet on. Ja, se oni bil pa že večkrat tukaj v Mojster. Mislim, ne samo v Mojster. Tudi tukaj pa Šnercu je večkrat dopustoval, ne? Ja, bil, že večkrat je bil klepar. Ja. Se vidi? A se ga že zamudil, je že tle? Nič ni zamudil. Skleda na dan le vlak zamudil. A veš kaj, povem, sem tako tu snu nakladati, da se mora še voz prebrnil. Pa veš, preden se ugvanta človeka, veš, pa da se malo ušteva. Ja, Sem tako lavo vzele, da sem vas prešvicam. Dobro, da bo bolj pa noč, ne vem, že kako temu ne moram. Ja, meni tudi ni prav takole. Franjska, da ima na doče enega, seviškega pijem. Škakaj liter manj kaj taj. Daj se mu kar sam nisu kak je, daj. Evo. Hvala lepa. Anže, Ja. a pa še kaj povacal, kaj pa sidem? Ali ga župan Miselč posebce, blata je los, enega na letva. To sem hotel slišati. Ja. Danes sem ga pa res potreben. Ja. Veš, garu moram malo namazati, da mu lahko češkega predsednika pozdravim. Veda, se zdaj bi povedala, da pride, ja. Pa tole logo dan se Še dobro gledal, ja. Ja, pa Miselč, no. Ja, kaj pa mojstraška plehmuska, saj še kapelnika, ne? Za tako priložnost, da pride česk predsednik. Je pa prav, da mu nekaj zašpilate, no. Ne. Jaz vem, da je predsednik sam napisal, da noče nobenega sprejema. A ste mora biti čeden do nas. Ker cuno pusti, vas je bolj narodne svorbe. A ja, noč je neko dan, nobenega. Nobenega sprejema. Ja, to je pa škoda, veš, ja. Ja, pa saj ni veliko priložnosti v Mojstran, da plehmuska igrava, no. In kaj pa ti misliš, no? Igrar bi že igral, ampak navaje kode. A ja? To pa ne pa ben. A veš, imajo več izgovorov, kot je rekel si ti naši vaši psi, v kaj na repu nosijo. Nekaj ti jaz povem, samo Storjane. Ja. A skozi je samo Storjane? Če bi toliko krav povrgel na net, ne bi imel gnevu krave eno zraven druge, ampak ko je eno na drugo. A da je tako izgovore, ja. Noro. A veš, kako jaz mislim, da bom tole plehmusko samo zjagal en dan. Ne bo razpustil nekom. Ja, pa niste enkrat, mislim, ali je že enkrat jagal pa razpustil, pa da mi jo boste ukinjali, kaj zgovorili? Ja, takrat sem tako, a ne, sem mislil, da bojo malo bolj veste na vaje hodili pa to, a ne, sem mislil, da bo kaj zalegal, pa ni nič, ampak zdaj pa res sem mislim, zdaj bom pa res. Na zdravje. Zdravje. Boglej vsem! Boglej, živo. Franca, daj ga vidite na mizo. Danes v kar dan znam, da sem dobro zaslužil. Daj ga! Ja, Verdona! Ja, Madonna, no. In ko bo nas dobro zaslužil? A skredo zajcev nastrelal, ali kaj bo? Ja, pa vidim, da s kšeft tudi zavedal. Včasih ror z rorom okol hodil, zdaj pa skiro. Kva? Lahko čuvajstvo za golcorijo, kva? Daj ga, poslušaj videl Bikserja. Je kva je? Prvič, nisem zamenjal šefta. Lahko videl, kako sem napravljen. Ta drugo, nisem oborožen, nimam puške sabo, zato sem bil ta drug molovišč. Zdaj pa ja, ker v drug molovišč pa ne smeh da spuščal okrog, ne? Ta tretjič sem bil pa govoril s podem krem, sem snaku pa požaru pomagal in v oboru za jelene popravljal. A videl sploh predstavljamo na naš kralj Aleksandr tlele prnil naše vprašanje jelene? Seveda veva. Seveda, pa
pa še kraljico Marijo zraven pripele. No daj, ja veš koga, vsice pa enega snali, pa malo vseh poči, da vam čez bitko pride, no. Orang smo delali, orang. Evo, takole, izvoli. Sam župan kaj nalil, da boš pozabil. Daj dušu više. Hvala, zdravje, fanta. No, na zdravje. Da mu zrihta tega predsednika. Dobar mi imaš danes. Da najboljš da danes, kaj visoko. No, zdaj, če spaglih z obore, povej, kakšen pa so zdaj že kaj ti delini? A so za kaj? Emo je že kar orang burkle. Burkle, šta so burkle? Burkle so prve borodje za v kmečko peč. Burkle za v peč, ti za na peč, ne pa klede za v gostilo, tako da švedu hanžek. Ona, no. Ko pa če? Idoj na Mirjak. Ja, vega hica nas nastopaš, no, z levo nogo vstala, koga je, no? Voj, kaj te tare, no? Me skrbi, orang me skrbi. Kaj te ima pa za skrbiti, no? Ljuba duša, to. Hej, dober zaslužil. Lep vreme je, ne? Čeprav je malo frišan. Zdrav stud! Kaj te ima pa še za skrbiti? Voj nama, no, da nam lahko poveš. To me skrbi, kar sem tam stud požarova, od psnaka slišal. Ja? Čak malo, koga pa se dogaja tako vratoma? Če bilo kaj mogo jaz, če pa že vedeti. Tudi res, ja. Povedala sta, da je kralj na ta zadnjo lovu, ki je bil tlele, belega gansa ustrelil. To belega gansa? Ja. Za belega gansa pa še nisem slišal. Da ne ti spet malo rečeš, ne? Ma nič kaj ne rečem. Res ne. Na vsaki tog časa se rodi ena bela žval. In je tako redka, da jo imajo vsi za sveto. In so jo nasmel biti. Za jagra, ki jo pa ustreli, pa to pomeni njegov zadnji odstrel pred smrtjo. To je sam lovska vraža. To sem že slišal. Ej, Aleksandr je kralj. Kaj pa se mu mrzem narediti? Lej, merkajo ga dan pa noč. Še rak mu briše. Seveda to mora mišli, no. To ni samo vraža. To je več od vraže, boste že videli, ja? Bogdej! Kaj si pa nagalamu? Industrijski družbi, ja. Župan Veselč, a veš, kako bom povedal? Del je del. V cement tverku moj strank smo delali, je bil vroč, je bil prah, pa trdo smo ga radi. No, v Martinu, v grad, pa zdaj delam, je pa vse še huj. Bolj je vroč. Ja, prahu, da ga ne moš pobrisati sproti. Poleg tega je pa še, a veš, kakšen prepih imamo, no. No, da v Garanu je sploh ne bi govoril. Ampak, vidiš, da sem se prahu ne jedel danes. Je pa zaradi vzgad Garana, pa zaradi vzgad tudi plačal precej boljš, da ne boš mislil. No, to je pa tudi važno, ja. Hvala Bogu, da je kvanj stile svetovne krize, ja. Lej, poglej še fabriku, nam je dobro moj stres za prva. Pa tako pa en cement so mi. Ja, ni kriza za prvo cement perka. Da na vlastnik soja, da ne bo predobre konkurence več. Veš, ko ti jaz povem, v takih cajtah ne preživijo samo Gunta najbolj. Ampak Gunta najbolj preprigan. Barabe pa to. Ja, to je pa res, ja. Ja, imate prav. Točen tako je. Težka, ampak fejs težke pa tile 2 leti. Škaj ti jaz povem? A veš, ko bila še le težka, če občina ne bi dobila drugega denarja. Da smo vsaj tile 2 gobele z moje strane na Dole gor naredili. Vas je bilo toliko delavcev, da vas tudi za en mesec niso mogli zaposliti. No, vsaj pol meseca je bilo, nekaj ste pa dobala, ne? Ja. Ti, Miha, mene pa nekaj drugega zanima. Ti, ko pa je takole, ti nekaj nov začneš, no? Ti, Hanžek, čistko bom povedal. Nam kar gre, a veš, ko ga imamo srečo. Vsi kjele z moje strane pa z okolice smo pa res smo majstru.
Prvi istru z Belce, se ga poznaš. Vem, kjer je, vem. On malo na nas pogleda, pa malo pomirka, ne? Ampak, ahtat se mora pa res vsak sam, da se mu kaj naredi. Se veš, kako je hitra parija. To je, seveda. Mika, sem slišal, da je Jesenič Kvaberg spet na novo zaposloval, da je velik naročil za vojsko. Ja, tudi jaz sem že za to slišal. Smo se že zdaj malo menili danes na šihtu, če bo res tako, ja bomo kar svoj avtobus kupila, veš? Ne bomo se mi več vozili z biciklem na šiht, ali pa po zim, pa padl na vlak čakaš, ali pa moraš peš. V najslabšem primeru pa še na šiht zamudiš. To pa je luksus. To pa boste, gospodje, takrat, to pa res boste. Da vas bojo od doma pa do šihta z avtobusom vozil. Zato pa še nisem slišal. No, Večer sem. Dober večer. S čim vam lahko postrežem? Najprej bi se odželjala. Meni pivo, kaj boš pa ti? Meni pa samo kozarec vode, bom po večeri kaj spila. Aha, boste večerjala tudi? Ja, in prespala bom tudi. Ampak se zvečerjo še ne modim. No, boste povedala, kdaj z večerjo, sobo bomo pa tudi najdel. Veste, zdaj je najlepši čas za hodati v hribe, imamo kar poln, ampak nekaj bomo že Če vam je vka malo zmotil, kam pa mislite, itek ima da tak, ljubezak pa štrak. Škrlatico imamo na meni, zato pa je mama vrl s seboj. Ste slišala, da je na škrlatico težka? Ja. Težka, težka. Še posebej za vaju pak ste, še malo bolj mlada. Ja. V končnem pasu vam pa lahko, Jager to napove malo več od škrlatice. Je gorski čuvaj za dolino vrata. Ja, Tona, a bil to prijazno pa ima povedal, no? Da pa res vesela. Gospod Tona, nam boste povedali. Seveda vam bom povedal. Se može pa hvaliti, pa še kozarec za sabo. Škrlatica je na ogromno velika skala. Fejs strma, a res navadno tako, da še gan zgodno hodijo. Pa še to vam povem, ni delač nazaj, se je eden naših ta boljših hribolazcev gor zaplezal. Še dobro, da ga je razslišal. Ja, Guna, Vahova, zdovega, ne? Ja, Irel, zdovega. Vem, ja. Ona je cel življenje v rakah jadce pasal. Vsak kamen je poznava kukar svoj laški nože. Še Jakob Boljaž je pokazal, ki je neplenist dom postal, da bo varen pred plazov. Ja, ona je tega hribolazca, kako je že pravi takem. Plezalci, ja, plezalca, ona je dol rešiva, to ta veba. A veš, kva je, Tona? Aljaš pa tele hribolazce, plezalce ni preveč malo. Ja bi kar vratolomni že pravil. Res. Pri zgodbe pripovedujete, naj pa le zanima, kako bo pot našla. Pot k nam bo težk najti. A veš tak je Aljaš do domu? Kam bo ta one dva vihva? Ona, zdaj ste pa majkar veli. Da jih imamo preveč prestrašala, naš. V glavnem, prideta do Aljaževega doma in poje kar desno vsekajta do skale. Bosta pa do skale prišla. Bo ta parava oren dobrega gorskega vodnika. Tacga ti na Skrncvih že večkrat bil. Če ne se ta zaplezala, da jim te danavi do vaje prišli. Ja, saj zato smo pa danes v gostilni pri Šmercu. Sva slišala, da se bojo tu najlažje dogovorila za dobrega gorskega vodnika. Ja, gledam moj strah, da bo 34 kubikov. Ampak, če nista preizmenjena za sred poletja, ta težka še ga dobra. No edino prckino groga. Z njemu so pa glik so se srečala, ko sva smo vozila dol, so malo poklepetala. Za njega pa vem, da je doma, no. Sicer je malo že v letah, ampak kadelačka lahko ni tako dobrega pokrivana, vam povem. V letah že, malo je star, ampak v hrib gre pa kukar gams. Da ta prosila, da gre malo bolj počas, če ga ta ne jeva. Tako. Ja, sej, v končnem pas pa lahko po večerni tlele čez cesto stopta. Pa potrkata na vrata pa za Gregorja Laha vprašata. Sej bova bo verjetno kar vam odprl. On je res ta najbolj. Mir,
Dober dan, gospod predsednik, dober dan, gospod Tomaž Masaryk. V imenu občine Dovje in vseh krajanov vam želim prijetnega bivanja, lepega vremena in prijetnih spominov z vašega zasluženega dopustovanja pod Triglavom. Vážený pane starosto, moment. Zahvaljujem se vam za prijazne besede. Dobrodošlice. Zagotavljam vam, da sem se vašem čudovitem okolju pod julijskimi Alpami in med vašimi prijaznimi ljudmi vedno odlično počutil. Mislim, da bo tako tudi tokrat. Izvolite eno pijačo. Na zdravi, pane starosto. Na zdravje. Na zdravi in všem ostatnim. Zdravje, zdravje, zdravje. In dobrodošli na slavnostni seji Turističnega društva Dovje Mojstrana, ki v teh dneh praznuje 110-letnico delovanja. Ogledali ste si eno dejanko z naslovom Leto 1933, ki jo je posebej za nocojšnjo priložnost napisal domačin France Voga. Na pobudo zdajšnjega predsednika Turističnega društva Dovje Mojstrana Matjaža Podlipnika je nastalo tole kratko gledališko delo, željo prikazati, kako je bilo s turizmom v naših krajih pred skoraj 100 leti, ko je bil na svojem višku, ko je bila Mojstrana res, lahko rečemo, modeno letovišče. Kot je še dodal avtor predstave, za kraljem se marsikdo pripelje. Kako je danes, približno vemo. Eno dejanko sem režiral Marcel Gomboc, igrali pa so Mateja in Primož Langus, Andrej Novak. Tokrat za igralsko zasedbo, ki kljub mladosti že dolga leta ustvarja na našem dolškem odru ob različnih priložnostih. No, v gostilni pri Šmercu smo bili. Pisalo se je leto 1933. Pri Šmercu ostajamo tudi v nadaljevanju v današnjem času, ko se piše leto 2017. Pravijo, da je pot brez gostilne zelo dolgočasna. Zato vabim, da se mi pri Šmercu v gostilni pridruži predsednik Turističnega društva Dovje Mojstrana Matjaž Podlipnik, ki se bo za vse nas ustavil na katerih ostajah in to najpomembnejših ob 110-letnici veselja v turizmu. Matjaž,
Izvoli, Tejka. Kaj lahko postrežem? Kaj jaz lahko postrežem? Ja. Ja, pa bomo pa kar enega rdečega, ne? Domače, da nadaljujemo slovenstvo. Okej, zdaj tudi vino? Ne, jaz bi pa pivo. Okej. Hvala. Matjaž, predlagam, da se ustavimo na katerih postaja 110-letnica turističnega društva, kar predajam besedo. Marcel, hvala. Pozdravljeni vsi skupaj na našem odru, oziroma pred našim odrom. Veselje mi je, da vas čutam, se vidim vas ne zaradi oči, ki si je pa vseeno, res je 110 let, je pa res en tak pomemben mejnik, ni veliko turističnih društev v Sloveniji, ki bi imeli takole dolgo tradicijo. Tako da od leta 1907 dalje, torej, so se naši predniki že začeli zavedati, da je treba našo naravno in kulturno dediščino spraviti v turistične produkte, da je treba vse skupaj zaščititi oziroma iztržati in nekako olepšati naše okolje. In res, danes 110 let kasneje, mislim, da se je zgodilo v tem času precej ogromno stvari, ogromno zanimivih, kakšna stvar pa še malo prej. In seveda verjetno so bili prvi turisti Romarji, ki so hodili skozi dolino na Svete Višarje, ampak za začetek modernega turizma pa štejemo nekako pri nas datum 14. december 1870, ko je prisopihal vlak in pripeljal tiste prave sodobne turiste. Kmalu so se organizirali gorski vodniki, ki so ugotovili, da turisti, ki prihajajo k nam, imajo nekaj pod palcem, imajo veliko željo v hribe, pa premalo znanja, tako kot smo videli v igri. In seveda tako se je vse skupaj nadaljevalo, pa je prišla tudi kakšna gospodarska kriza, pa še kakšna vojna vmes, ampak od leta 1923 dalje je Moskrana že bila letovišče in tudi ostaja. V lanskem letu smo pravzaprav že osvojili zopet tretje mesto med izletniškimi kraji v Sloveniji in upam, da bomo letos nadaljevali še kako stopničko više. Malo je tudi odvisno od vas, če boste kaj glasovali na portalu Turistične zveze Slovenije. Ampak, kot sem slišal, trenutno vodimo. Seveda med obima valjnama se je marsikaj zgodil, tudi prve skakalnice na Boru in še kaj drugega. In zagotovo je v tistih letih Mojstrana eden vodilnih turističnih centrov na Kranjskem. In zato smo lahko ponosni. Tudi hotel Triglav je bil pravzaprav ta prvi hotel današnji turistični destinaciji Kranjska Gora. Tako da ja, potem pa so seveda naši dedje, očetje in ostali nadaljevali s to tradicijo in po drugi svetovni vojni, kljub temu, da je bila politična volja verjetno, da bi Mojstrana postala bolj kot nespalno naselje za delavce železarne, pa so vse nadaljevali in mislim, da 69 ga zgradili žičanco in nadaljevali z vrseliščem, oddajali sobe in se trudili prikazati naše Triglavske doline v vsem svetu. Seveda, še prej so sem hodile kronane glave, tako kot je bilo povedano v igri, torej ne samo Tomaš Masaryk in Karadžordžević, tudi kasneje potem se je nadaljevalo, po drugi svetovni vojni so tudi prišli še pomembneži, tudi 74, mislim, da je prišel tudi takratni maršal Tito, pa tudi kasneje 98, da princ Charles in upajmo, da bomo tudi v tem tisočletju še kakšnega pomembneža pripeljali k nam, ker tako kot je rekel legendarni predsednik turističnega društva France Voga, res je tako, za dobrim konjem se praši in ko pridejo v kraj kronane glave in sledijo seveda tudi tisti, ki bi bili radi kronani, pa niso. Malo pa še zmeraj denar. In seveda na ta način se mi trudimo z vašo pomočjo ohranjati turistično dejavnost, delati so naravno, zato da bomo kraje, ki smo jih dobili samo v izposojo, tudi predali naprej našim sinovom, hčeram in kasneje vnukam
Ampak upam pa, da je generacija, ki je zdaj trenutno aktivna, zadovoljila tudi vaše želje in da bomo še naprej tako delali. Z vašo pomočjo seveda, to pomeni s pomočjo prostovoljcev, s pomočjo tistih, ki so plačani za svoje delo in s pomočjo tistih, ki tukaj vidite priložnost v gostinstvu in turizmu. Mislim, da trenutno v zadnjih letih imamo tudi res lepo podporo strani občine Kranjska Gora in da se je tule v Mojstrani in nad Dovjem veliko premaknilo, da bomo še kaj lahko naredili v naših krajih. In jaz imam kar občutek, da razdalja med Mojstrano in Kranjsko Goro ni več 16 km, ampak da smo že kar bliže, da dihamo skupaj in mislim, da je to ta prava pot. In res si želim, da bi skupaj nadaljevali uspešno zgodbo. Potrebujemo pa seveda vašo podporo in vašo pomoč, brez tega pa seveda ne bo nič. Tako da ob 110. obletnici bi se jaz najprej zahvalil vsem, ki so me nekako prepričali, da bi se pridružil, da bi postal predsednik društva in da bi se trudil z vami. Zahvalil bi se vsem, ki so mi zaupali to nalogo in seveda vsem, ki mi pomagate pri tem, ker to je kar res zelo častitljiva obletnica in nič drugega ne bom rekel, kot hvala lepa. In seveda na zdravje. Dolga zgodba, na zdravje. Matjaž, lahko staneš tukaj. Glede na to, da imamo 4 stole, jih bomo danes zapolnili. Verjamem, da si je z veseljem čas za današnjo popoldansko in tudi večerno druženje z vsemi, ki ste, delate in boste v turizmu še marsikaj naredili, vzel tudi župan občine Kranjska Gora, Jani Hrovat, ki ga prav tako vabim, da prisede k našemu omizju in nam današnji slovesnosti kaj lepega pove. Gospod župan, dobro večer. Vsem vsem. Tejka. Večer. Kaj lahko strežem? Ne vem, jaz imam obe stvari, kar Matjaški in tudi kar Marcela, pa dajmo ki večji kozar zbijesti. Pravijo, v vinu je umetnost, v pivu pa svoboda. Ne, gospod župan? Pa količino. Pa količino. Izvolite. Ja, zelo nenavadna pozicija. Ste me presenetili. Zdravje. Spoštovani gostje, spoštovane krajanke, krajani, članice in člani turističnega društva, vsi, ki vam ni vseeno za te naše lepe kraje, od Mojstrane, Dovjega, Radovne do Planice, Rateč, preko Kranjske Gore. Resnično lepo je bilo povedan že v igri in čestitam igralski zasedbi, režiserju, avtorju igre in vsem, ki ste se trudili za današnji večer. Kako lepo ste povedali o Belemu Gamsu, o 36 gorskih vodnikih, o kralju, o cesti skozi Radovno, o oborah, o polhnih gostilnah v Mojstrani, o cvetočem turizmu, o predsednikih, za katere sledijo manjši, a še vedno, kot je Matjaž rekel, premožni gostje. In vse to, kar ste povedali, je in se čuti, da je v teh krajah pod Triglavom že bilo. V bistvu želja vseh nas tukaj, zdaj na odru, pa verjetno tudi pod odrom, je, da se te zlati časti v to našo dolino pod Triglav vrnejo in če ne, drugač je današnja otvoritev te
vstopne točke, Topolino, en simbolni znak, ena mogoče lastovka, prva lastovka, znanilka sprememb, ki upam, da jih bo Matjaž znal usmerjati, jih dozirati in seveda skupaj s turizmom občino in vsem, ki verjamemo v lepše čase našega turizma in razvoja doline, skupaj tudi uresničeval. Jaz pozdravljam vse bivše, sedanje in vse bodoče člane in seveda tudi člane upravnih odborov, pa predsednike, ki so se trudili, ki se trudijo in ki se bodo trudili za razvoj turističnega društva Dole Mojstrana, ki danes slovi teh 110 let. Jaz, če kdo, verjamem v kraje pod Triglavom. Jaz vem, da ko sem se odločil za županstvo, kako s težkim srcem sem se vozil mimo teh zapuščenih področij, teh točk, ki so kar klicala po obuditvi, po vrnitvi v življenje. In jaz sem res vesel, da smo uspeli kar nekaj teh točk že spremeniti, v bistvu ne s čarobno palico, ampak z energijo, z voljo, z dobrimi idejami vseh, ki nam pomagate tukaj v turističnem društvu Dole Mojstrana. Skupaj smo premikali v teh 2 letih in pol letih, odkar sem jaz izpan, od ureditve trga Olimpicev, pa seveda preobrazbe Planinskega muzeja, Slovenskega planinskega muzeja v eno točko srečevanja vseh planincev, turističnih, v bistvu iskalcev turističnih informacij, se pravi, da smo dali na skupno imenovalc v Slovenskem planinskem muzeju muzealstvo, turizem in planinstvo. In jaz mislim, da smo lahko več kot zadovoljni. V preteklih dneh, v Matjaž povedal, smo prebili točko 100.000 obiskov in dvig obiskov Mojstrani in seveda tudi v Planinskem muzeju se je vrnil na čase ob otvoritvi, se pravi na 2011 in presegal to številko. Jaz sem izredno zadovoljen, vsako leto se dodaja, tudi Ferata je prinesla lansko leto, ste videli otvoritev novega prostora doživeti pod bivakom 1, ki je pod bivakom 2, pod bivakom 2, ki je z Jezercev predešen pred Planinski muzej. Tudi vse drugo dogajanje na Dolem in kulturno in prosvetno, športno je v bistvu zajelo v bistvu vse ta prizadevanja za dvig tega celotnega turizma na vaših koncah. Resnično vesel sem povezave Gori in Mojstrane z asfaltirano cesto. Slišali ste besede naših igralcev, kako je kralj Peter hodil na lov iz njegove rezidence na Bledu v Radovno, kjer je imel obore in tudi izven obore kar precej divjadi v plenu. Vodili so ga gorski vodniki in seveda tudi lovski čuvaji iz naših koncev. In resnično vesel sem, da so bile meni v Radovni izrečene besede, da od kralja Petra ni bilo takega napredka, kot je asfaltiranje ceste iz Bleda v Radovne, ki pa žal še zdaj nima uporabnega dovoljenja, ker naravovarstveniki in ne bomo omenili, še dolgo ne dajo soglasja, ampak cesta je narejena, jaz verjamem, da se nikoli več ne bo naredil, da bi jo kdo odkopal ven. Imamo kolesarsko povezavo proti Jesenicam, proti Blegu. Imamo resnično veliko stvari za pokazati, predvsem pa verjamem, da je bomo še veliko več naredili, ne bom filozofiral, ne bom široko izkustil in ne bom se bahal. Z Matjažem in ekipo turističnega društva Dole Mojstrana smo naredili še
smo stopili šele na prvo stopnico tega stopnišča, ki vodi zelo visoko. Tako da jaz vam vsem občanom, občankam, članicam in članom, upravnemu odboru, predsedniki, izrekam vse priznanje in vam čestitam ob 110-letnici. Zdaj pa na zdravje. To vam še cel dan na zdravje. Hvala lepa županu občine Kranjska Gora, Jani Upravatu. Zdaj, Jani, najbolje, da tole po Šmercu se spije, ker kar boste šuvan, tako da, ja, zdaj, prostor. Vidim pa, da imaš protekcijo, imaš predvsem večji podatki. Ja. Dajka, je že povšarija. Jaz bom hvala malo kasneje še. Hvala županu še na aplavz. Tale glasba pa že napoveduje, da smo prišli do dela, v katerem bomo podelili priznanja najbolj zaslužnim nagrajencem za življenjsko delo, in sicer bronaste, srebrne in zlate znake in priznanja Turistične zveze Slovenije, ki jih bo podelil član upravnega odbora in podpredsednik Turistične zveze Slovenije Jože Prah, ki ga tudi vabim, da se mi pridruži. Pa Šmercu. Boste vi tudi kaj spil? Ja, deče svička. Morda za kakšno pozdravno besedo. Veselje. Gospod podpredsednik Turistične zveze Slovenije, pa kar malo prestopite. Se vidim tudi. Ja. Spoštovane gospe in gospodje, gospod župan in seveda gospod predsednik, danes ob 110-letnici je sigurno za vse vas velik dan, pa tudi za Turistično zvezo, kajti Turistična zveza konec koncev je stara morda leto ali dve več kot samo društvo. In Turistična zveza je tista, ki jo sestavljajo takšna društva, in če takšnih društev ni, potem tudi zveze ni. Mi mislimo v Turistični zvezi, da brez kvalitetnih društev tudi zveze ne more biti, in takšno društvo, kot ste prikazali, ta delajo Turistično zvezo tudi močno, kvalitetno in pa prepoznano v samem prostoru. Verjemite mi, da se poskušamo, ravno zdaj smo pri teh zakonih, priboriti, da to prostovoljstvo mora imeti svojo vlogo v naši državi. In verjamem, da jo bo bodoče imeli večjo, kot jo ima danes. Rad bi vsem vam zares čestital in pa rekel to, da delajte tako še naprej, in jaz verjamem, da bo naša Slovenija še takšna, kot je, lepša, predvsem pa jo delajo lepo ljudje, seveda poleg narave in pa kulture. Vse čestitke vsem vam. No, kot rečeno, zdaj sledi podelitev. Prosim Anžeta za malo glasbe, da naredimo ta prehod, oziroma ga bomo naredili kasneje. Zdaj bom jaz bral obrazložitve. Predsednik Turističnega društva, to je moj strana Matjaž Podlipnik, bo pomagal seveda podpredsedniku Turistične zveze Slovenije. In najprej bomo podelili bronaste znake in pisna priznanja. Prosimo, če pridete tisti, ki vas bomo poklicali na oder, in na odru tudi ostanete, da bomo naredili še skupinske fotografije. Leona Gombac. Leona kot vodja in pevka pri vokalni skupini Triglavski zvonovi in tudi dolgoletna zborovodkinja,
Skrbi in je poskrbela, da v naših krajih glasno zazveni tudi planinska pesem. Lahko je igralka, lahko je režiserka. Leona pozna tudi skrivne nasvete Žiljeve Ance, ki jih lahko zaupa tudi vsem vam. Metka Keren Trček. Metka je kot predsednica kulturnega društva poskrbela za kvalitetno ponudbo kulturnega dogajanja pod Triglavom. Kot učiteljica razrednega pouka je otroke naučila spoštovati domači kraj, jezik in kulturo. Ponosna je na slovensko besedo in tako je bila udeležena tudi pri pisanju najnovejše knjige Triglavske pripovedke. Franci Koražija. Je odsoten, nekdo mora v turizmu tudi delati. Franci, vsi ga poznamo, je režiser, dramski igralec, predsednik razvojne zadruge, predsednik krajevne skupnosti, gostinec. Vse pozna, vse zrihta, zato je pomemben člen pri izvedbi prireditev na Dojem. Naslednji, ki ga vabimo na oder oziroma v gostilno v Pršmercu, pa je Grega Kofler. Grega svojo športno agencijo, ki jo vodita skupaj z ženo Anito, skrbi za ponudbo, ki v takšnem kraju res mora biti. Izposoja koles, športno plezanje, gorsko vodništvo, športni tečaji. Ne le, da si z njegovo pomočjo obiskovalci lahko lepote našega kraja ogledajo varno in pod ustreznim strokovnim vodstvom. Pri Koflerjevih to naredijo s stilom, ki v mladih prebudi do gora veselje, ljubezen in spoštovanje. Grega za naš kraj dela tudi enkratno reklamo, tudi z odličnimi fotografijami. Jani Zajšek. Jani že vrsto let skrbi, da deluje smučišče v moje strani. Prav tako je nepogrešljiva njegova pomoč pri vsakem delu stroji ali pri transportu tega ali onega. Za kraj in za turistično društvo vedno najde čas. Najde pa tudi rešitve za vse tehnične težave, ki jih imamo. Marcel Gomboc. Zame je zapisano, da sem prisoten na skoraj vseh naših prireditvah. Kot voditelj, dramski igralec, režiser, kot pevec in glasbenik pri ansamblu Zgornjesavci. Najdete me tudi na rajčah po poteh Triglavskih pravljic, kjer zagotovo povem kakšno dobro zgodbo, legendo ali resnični dogodek naših krajev v vlogi pravljičarja Bukovnika. Vedno priskočim na pomoč, svoje izkušnje ter veselje do kulture in omike pa rad delim in prenašam na mlajše. Naslednji, ki ga vabimo na naš oder, pa je Pavel Skumac. Pavel vsako leto predstavi božično zgodbo o Ledenem kraljestvu. Žive jaslice v ledu so prireditev, ki v naš kraj pripelje največ obiskovalcev. Kako ne bi, ko pa gre za ledno doživetje, ki mu ni enakega daleč naokoli.
priznanje in pisno priznanje oziroma znak pa prejme tudi Stane Brus. Stanotov vrt Viharnik je zagotovo najbolj in najlepše osvetljen vrt v naši krajevni skupnosti. S tem ter svojo prijaznostjo in toplo besedo pa Stane daje adventu še posebno čaroben pečat. In že smo pri srebrnih znakih Turistične zveze Slovenije in pisnem priznanju. Prosimo, da ga pride iskat najprej Branka Ropret. Branka Ropret aktivno sodeluje pri delu upravnega odbora. Vedno poskrbi za ponudbo sladkega in slanega peciva na naših prireditvah ali pa uredi kakšno drugo, bodisi gospodinjsko, bodisi administrativno zadevo. Branka Ropret. Srebrni znak in pisno priznanje Turistične zveze Slovenije pa prejme tudi Jože Dolžen, po domače Zepov. Jože aktivno sodeluje pri delu upravnega odbora, poleg različnih idej in izvedb le-teh, ki jih prispeva pri delovanju društva, vedno poskrbi za urejeno okolico našega kraja. In smo že pri 3 dobitnikih zlatega znaka in pisnega priznanja Turistične zveze Slovenije. Najprej ga bo prejela Cirila Rabič-Kosmač. Cirila je bila članica upravnega odbora od leta 1990 do 2017. Kot tajnica krajevne skupnosti Dovje Mojstrana in članica razvojne zadruge Dovje je pomembno prispevala pri razvoju kraja in sooblikovala številne prireditve v kraju. Njeno delo so tudi leseni spominki, ki jih najdete v pisarni turističnega društva. Prosim, če se vsej tele četnici pridruži tudi Mira Pezdirnik. Mira Pezdirnik je članica upravnega odbora društva že od leta 1977. Bila je tudi dolgoletna tajnica. Pomembna je njena pomoč ob prireditvah, vedno skrbi tudi za pecivo. Obiskovalci krajev pod Triglavom pa lahko kupijo tudi njene ročno pletene izdelke iz volne. Je prekaljena turistična in gostinska delavka, na katero se prav vedno lahko zanesemo. In še France Voga. France Voga je bil dolgoletni predsednik turističnega društva Dovje Mojstrana, član občinske turistične zveze Jesenice, član upravnega odbora Gorenjske turistične zveze, član odbora za kampe pri GZS-ju, član sveta LTO-ja in gospodarskega odbora pri občini Kranjska Gora. 20 let je vodil tudi skupino za ohranjanje ljudskih običajev in je idejni oče prireditve Večer na vasi.
Tudi poklicno se je ukvarjal s turizmom kot lastnik kampa Karne. Napisal je tudi več literarnih del. Spomnimo samo na nekatere. Spomini na Dovje, Mojstrana, Čas, ko so pele ptičice, Koš navihanih ali 100 zgodb za smeh. Letos je izdal tudi knjigo Triglavske pripovedke. Skrbi tudi za dramske uprizoritve, tudi letošnji predstavi sta njegovi. Tole, ki ste jo videli pred kakšnimi 20 minutami, leto 1933 in kar sem rekel, sem rekel. Če predno gremo naprej, prosim, da prejemniki priznanj stopite malce bliže naprej za skupinsko sliko v spomin na današnji dogodek in za zgodovino, da bodo ob 150-letnici vedeli, kdo je krojil turistični utrip v kraj pod Triglavom na začetku 21. stoletja. In še to vam povem, v primerjavi z bivšimi časi, tudi včasih je bilo moderno, da si se dal slikati. Kdor se slika, dvakrat živi, je pisalo v vseh časnikih. Prvič v resnici, drugič pa na sliki. Reklamno geslo je bilo sicer šaljivo, ampak kdor je kaj dal nase, se je z veseljem slikal in tako ustvaril spomin za prihodne rodove. Torej, prosimo, če stopite malce bliže in naredimo nekaj. In zdaj je čas, slišali ste tudi, kar se glasbe tiče, šopek najlepših dolin. Mi imamo kar 4, ponavadi pravijo, ko pridejo v naše krajine, so samo 3 šopek najlepših dolin. Zdaj je pa France Boga, eden od dobitnikov zlatega priznanja, bi želel par besed povedati, pa mu kar dajmo besedo, potem pa Matjažu Poditniku, ki bo podelil tudi društvena priznanja. Jaz bi se predvsem zahvalil za priznanje, da cenim, upam, da se ga tudi zaslužil. Ampak nekaj drugega bi rekel, naj mi ateisti ne zamerijo. Hvala Bogu, da imamo takega župana, ki je ugotovil, da turizem v Mojstrani ni konkurenca Kranjski gori, to, kar sem jaz doživel, ampak da je omogočil, da se tudi mi začnemo turistično razvijati. Hvala lepa. Zdaj pa torej sledijo društvena priznanja, ki jih bo podelil predsednik turističnega društva Dovje Mojstrana, Matjaž Poditnik, seveda tudi v sodelovanju s članom upravnega odbora in podpredsednikom Slovenske turistične zveze, gospodom Jožetom Prahom. Še en aplavz. Hvala za besedo, Marcel. Torej prvo priznanje bomo začeli kar od vrha navzdol, torej prejme občina Kranjska Gora za sodelovanje s turističnim društvom in pa za vso pomoč pri razvoju turizma.
predstavnika občine, da pride priznanje. Priznanje za pomoč v turizmu, sodelovanje in združevanje prejme tudi Turizem Kranjska Gora. In tudi prvi mož turizma je med nami, ki prihaja počasno. Ni najvišji, Slovenski planinski muzej si zasluži priznanje, kajti je nosilec turistične dejavnosti v vseh Podkriglavah. Prosim, da pustositna. Štular, pustosinjak je od vsega začetka v Slovenskem planinskem muzeju in nadomešča danes direktorica Irena Račman-Medičič. Čestitam. Naš izredno pomemben partner, ki nam vedno stoji ob strani in vse naše ideje sprejme z dobro voljo in brez negodovanja. Agrarna skupnost Dolje Mojstra. Agrarne skupnosti se še posebno zahvaljujemo za dano priložnost na Topolinu. Seveda, brez lepo urejene okolice ne bi šlo, zato se zahvaljujem tudi Komunali Kranjska Gora. Hvala lepa. Na vrsti so naši sobodajalci. Hiša ob potoku prejme nagrado. Imamo predstavnika. Justy Carey, naša Angležinja z državljanstvom Irske in Mojstrane. Stanovanje apartma M&M. Sobe in apartma je Kotnik. Vedno pripravljeni pomagati tudi pred številnih fizičnih delih. Zahvaljujem se tudi za pomoč pri Peričniku, letos, ki smo popravljali ograjo. Hvala. Sobe in apartma je pri Brku. Apartma Blindhaus. Prpeku, apartma Prpeku. Hostel in bar Jozad. Kam ne? Počitniško stanovanje Zalar. Apartma Ela. Apartma Imas. Apartma Splitter.
Hišna kmetija pri Potovžank. Niki in seveda njenemu partnerju se še posebej zahvaljujemo za inovativen produkt glampinga. To pomeni, da so ene take bolj sofisticirane hišice urejene podobno kot kamp in to je produkt, ki osvaja Slovenijo in svet in gre za prvovrstne hišice, ki ima najlepši pogled na svetu. Če ne verjamete, se oglasite pri Niki, pa si pogledajte. Hiša Rožič. Takole številni naši sobodajalci, tudi gostinci, so se upravičali, so me tudi poklicali, da nimajo veliko časa, ker imajo zelo močno sezono. To pomeni, da ne bomo nič očamrali, da tukaj ni turizma, ampak smo veseli, da je turizem. A se je vrnil ali je že skozi bil, ne vem, ampak veseli smo, da je. Prepravili bom pa vse in upam, da vas čim več vseeno pride po priznanje. Torej, pizzerija Kot, Mojca Kalvišar. Kmetija odprtih urad pri Železah. Hiša Prkatar. Gostilna Rožca. V zadnjem letu smo uspeli spremeniti ime gostilne, pa še vseeno s tega čestitam. Pogumno naprej. Najboljše kolesarsko postajališče na našem koncu sveta, torej kolesarsko postajališče Sončak. Dela si je vzela čas. Maja in Gostilna Psnak. No, seveda pa ne gre mimo naših odličnih partnerjev, številnih društev, ki sooblikujejo našo pot. Najprej na prvem mestu Planinsko društvo Dovje Mojstrana. Izkoristim še trenutek in se v imenu mojstranskih in dolžnih planincov in seveda tudi gorskih reševalcev zahvalim in seveda tudi čestitam turističnemu društvu za lep jubilej, za eno skromno sliko, ki ga seveda vsi vidimo z naših oken in sob. Tako da ena skromna malenkost. Hvala lepa za sodelovanje, bomo pripravljeni še za naprej in pa seveda tako naprej vsem skupaj. Hvala. Gorska reševalna služba Slovenije oziroma Gorska reševalna služba Mojstrana. Ime pove vse, torej repreza Vodnikova.
tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Dovje. Pomoč nam nudi tudi prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana. Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Triklavski zvonovi. Zahvaljujemo se tudi Božji pomoči župnije Dovje. Za veliko pomoč so nam tudi člani športnega društva Dovje Mojstrana. Društvo mladih Kranjska Gora. Društvo upokojencev Dovje Mojstrana. Združenje borcev za vrednote NOB Dovje Mojstrana. In pa Dovje Mojstrana zelena prihodnost. No, med nami se bi rad zahvalil tudi nekaterim posameznikom. Prvi je tule Albin Črne, je med nami. Albin je naš prostovoljec, ki neumorno kosi naše zelenice in kot vidim, da ni tukaj, mogoče tudi zato, ker je se ves dan trudil, da bi bila Mojstrana in Dovje lepa. Hvala Albinu. Zahvalil bi se tudi našemu vozniku Božička, Dedka Mraza in še koga, gospodu Petru Močniku. Zasluži si priznanje tudi neumorni časomerilec in mojster za vse, Mato Podrekar. Za nas marsikdaj okno v svet in pa seveda prinašalec novosti iz turizma in pa iz življenja po svetu Tomaž Pšenica. In pa seveda tudi naša slikarka, članica društva in pa nekdanja članica upravnega odbora, ki se bo kmalu vrnila v naš odbor, Špela Oblak. Imamo pa seveda tudi priložnost se zahvaliti našim trgovkam, trgovina Mercator Mojstrana. Raje že po teh triglavskih pravljic dobijo posebno nagrado
kot naša najmočnejša športna agencija. Tole je ena redkih družin, kjer nima patriarhata, vidim. Seveda tudi gorsko vodništvo Mitja Šoran. In pa za izobraževanje Klemen Volontar. Takole, kakor ste videli, bodo številni prejemniki svoja priznanja dobili kasneje, odloženo, ampak to je samo dober znak, to pomeni, da imamo dovolj dela in da se bomo trudili še naprej. Tako da, preden jaz neham govoriti, bi vseeno še dve besedi Marcel vzel in sicer se zahvalil tudi vsem našim gostom iz drugih krajev, ki ste se pridružili naši slavnostni seji. Med nami sedi tudi predstavnica Gorenjske turistične zveze, gospa Mirjam Pavlič. Med nami je tudi predsednica turističnega društva Kranjska Gora, Klavdija Gomboc. Hvala lepa. Hvala, Matjažu. Zdaj bi pa, ko so dobivali oziroma smo dobivali priznanja strani turističnega društva Dove Mojstrana, strani Turistične zveze Slovenije, najrazličnejša priznanja in znake, bi zdaj pa dal možnost tudi vsem tistim, ki bi pa radi turističnemu društvu kaj poklonili, povedali kakšno besedo. Gospod Jože Prah, dvakrat sva se že malo menila, da bi šla z gostilne ven, ampak gostilni tako fletane, zakaj bi tako hitro šel z odra oziroma z gostilne. Tako da, gospod Jože Prah, prva beseda je vaša. Hvala. Upravni odbor Turistične zveze Slovenije je soglasno odločil, da podeljuje posebno priznanje turističnemu društvu Dovje Mojstrana. Predvsem zavoljo tega, kaj ste danes tukaj, lahko rečem, pokazali. Ne malo šolo, temveč veliko šolo sodelovanja. Brez tega velikega sodelovanja, ki ste ga tukaj danes uprizorili in ki ga nedvomno v teh zadnjih letih tako dobro znate graditi, ste nekaj posebnega in mislim, da je to posebna dobra praksa v naši državi in tudi v tem vidimo v Turistični zvezi neko posebnost, ki jo tukaj gojite. Pa konec koncu, verjetno bo res tudi letos Mojstrana v špica, ne? Tako da še tukaj naprej vam vse predsedniku. Kajti to je primer, kako želimo tudi v drugih društvih imeti podobne predsednike. Ne bom rekel, da nam vedno uspeva, ampak tukaj je nekaj posebnega in vse čestitke. Ki si ga Turistično društvo Dove Mojstrana res zasluži in pa seveda tudi predsednik Matjaž Podlipnik. Zdaj pa vabim predsednico Turističnega društva Kranjska Gora, Klavdijo Gomboc, da tudi preda eno spominsko darilo strani sosednjega turističnega društva. Danes imam eno tako lepo prijetno dolžnost, da v imenu Turističnega društva Kranjska Gora, naših članov in pa seveda upravnega odbora in v svojem osebnem imenu iskreno čestitam Turističnemu društvu Dove Mojstrana za tako lep jubilej. Mi smo se odločali, da Turističnemu društvu Kranjska Gora podarimo eno tako energijsko sliko z močnim energijskim tonom. Kajti ugotovili smo z leti, ne vem, če vsi veste, ampak midva z Matjažem sva nekako ponosna predsednika dveh skoraj najstarejših turističnih društev v Sloveniji. Gospod Prah, Turistično društvo Kranjska Gora je še eno leto starejša kot Turistična zveza Slovenije, tako da smo na naše delo, na naše člane, na naše predhodnike
izredno ponosni in upamo, da bodo nekoč tudi naši zanamci tako ponosni na naša društva in na naše delo, kot smo mi ponosni na naše predhodnike. Ta turistična društva so dala skozi že kar nekaj vladarjev, nekaj političnih sistemov, pa vendar so preživela in v zadnjih 3 letih tudi z naše strani iskrena zahvala županu, ki razume turizem, in lansko leto smo tudi kot Kranjska Gora prejeli prvo mesto v Sloveniji. Leto žal Kranjska Gora ni na razporedu za glasovanje, zato vsi člani turističnega društva Kranjska Gora in vsi naši pripadniki močno glasujemo za turistično društvo Dovje Mojstrana. Notri je posvetilo za turistično društvo Kranjska Gora in noter smo zapisali, da ne čakajmo, da se nekaj premakne, ampak da premaknimo sami in verjamem, da s pozitivno energijo in s tako dobrim sodelovanjem, kot sodelujemo s turističnim društvom Dovje Mojstrana, z močno podporo turizma Kranjske Gore, z močno podporo občine Kranjska Gora, verjamem, da smo v stanju premikati tudi gore. Tako da še enkrat iskrene čestitke. Z veseljem. Hvala lepa. Dobili smo eno zelo lepo napisano in orisano zahvalo. Hvala lepa, Klavdija, tudi tebi in tvojemu društvu. Hvala. Ja, mislim, da še nekdo čaka, da bi... Prosim? Ja, kar izvolite. Najprej lep dober večer vsem zbranim tukaj na tej obletnici visoki vašega turističnega društva. Iskrene čestitke najprej predsedniku Matjažu. Res hvala, dobro sodelovanje in tudi veliko volje še v bodoče. Vsem vašim članom pa naj sodelujejo, rečem, in naj dobro delajo v tej vaši dolini. Odbor Gorenjske turistične zveze se pa odloči, da vsako leto na srečanju gorenjskih turističnih delavcev pokloni priznanja za vsa društva, ki v tistem letu praznujejo okrogli jubilej. Tako da letos bo to 7. oktobra v Gorenji vasi, ste lepo povabljeni člani vašega odbora in čaka vas priznanje strani predsednice. Jaz imam pa nekaj letakov za vaš Topolino, da boste imeli pač nekaj novega na vaši vstopni točki in pa za vaš upravni odbor zbornike Gorenjske turistične zveze, ki je letos marca praznovala 60-letnico. Tako da vse dobro, vsem vam želim hvala še enkrat in uspešno delo. Hvala lepa. Gorenjski turistični zvezi za lepe besede in tudi za letake za na Topolino. Bila je hitra, bodite hitri tudi vi in prinesite tudi svoje letake na Topolino, zato da bomo lahko oglaševali tudi vas. Hvala lepa. Je še kdo pred koncem, ki bi rad še kaj povedal? Če ne bom jaz. Takole, zdaj še ena dobra novica pred čistim koncem. Vsi skupaj ste lepo povabljeni na pogostitev, ki bo tokrat v prostorih agrarne skupnosti Dovje Mojstrana, samo po stopnicah gor in že bomo ponovno skupaj. Zdaj pa, ker smo ravno v gostilni, je prav, da v tem stilu tudi zaključimo. Za izboljšanje prebave jaz pijem pivo, pa župan. Pri slabem tem tlaku oziroma za pritisk pijajo baje belo vino, pri nizkem tlaku pijajo rdeče vino, pri povečanem tlaku pijajo nekateri konjak, pri angini pa nekateri vodko. Boj pa z vodo, pa prav tale zgodba ob koncu, take bolezni pa še nisem imel. Hvala še enkrat vsem za udeležbo na današnji slavnostni seji, za vse, kar ste in še boste naredili na področju turizma v naših krajih.
da je in bo nam in vsem, ki prihajajo v naše kraje, lepo in prijetno in naj bo tako tudi v bodoče, kot tudi nas več ne bo. Lep večer še naprej in srečno. Zdravljen.